Spoštovane in spoštovani, toplo pozdravljeni v informativni oddaji Stoječe novice. Tudi tokrat ne bodo dolge. Je že tako, da vse, kar stoji, se rado nagne. In tako se je tudi v prvih stoječih novicah zgodil en nagib, pri katerem sta izpadla dva evropska poslanca. Posebna zahvala gre tistim, ki ste to opazili, pomeni, da me niste le gledali, ampak tudi poslušali. Ko sem dejala, da je med 705 evropskimi poslanci 6 slovenskih, je bila to neljuba napaka. Slovenskih evropskih poslancev je seveda še vedno 8. Gospodoma Groštu in Brglezu se iskreno opravičujem. Kar je pri tem dobrega, je to, da pri Slovencu delujemo v mikrotimu. Tako pred vami stoji tekstopistka, lektorica, urednica in voditeljica Stoječih novic. Brez skrbi, z vašim vidom ni nič narobe. Morate videti le eno osebo. Predstavljajte si, koliko časa bi trajalo, da bi krivca za kaj takšnega našli med 2000 zaposlenimi na Radioteleviziji Slovenija. Pa se vrnimo k parlamentu, tokrat k slovenskemu. V njem je, kot veste, 90 poslancev, ki jih v primeru, da so volitve redne, volimo vsaka 4 leta. Na volišča se sicer odpravlja vse manj ljudi, kar pomeni, da glas manjšine počasi, a vztrajno postaja glas večine. Na zadnjih volitvah v Državni zbor leta 2018 je bila volilna udeležba malo preko 52%. Samo za primerjavo, plebiscita za samostojno Slovenijo, ki je potekal 23. decembra 1990, se je udeležilo 93,2% volilnih upravičencev. Razglasitev izidov je bila 26. decembra, zato ta dan praznujemo Dan samostojnosti in enotnosti. Sicer pa volivcem ne gre pretirano zameriti, da počasi obupujejo in se na volitve ne odpravljajo več. Stanje politike Slovenije je namreč milo rečeno posebno. Eden izmed vrhuncev kaosa je bil dosežen 17. maja, ko poslanci z 42 glasovi za in 42 glasovi proti, ki je bilo preostalih 6 ni znano, niso potrdili niti dnevnega reda seje. Poslanci KUL-a in nepovezani poslanci dnevnega reda niso potrdili, ker menijo, da razmerja mest v delovnih telesih med koalicijo in opozicijo ali razporeditev stolčkov niso takšna, kot bi morala biti. No, hkrati pa je bilo tudi seje prej konec in delovnega dne. In to prav na dan, ko sta Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodna organizacija dela opozorili, da je bilo zaradi prekomernega dela v svetu izgubljenih 23 milijonov zdravih let življenja. Več kot 55-urni delovnik tedensko, je pokazala skupna raziskava omenjenih organizacij, poveča tveganje za srčno-žilne bolezni in možgansko kap. Najverjetneje pa imajo pri tem v mislih fizično ali psihično naporno delo, pri čemer čakanje, da mine 8 ur, ni všteto. KUL torej skrbi za svoje zdravje, tudi če s tem drugim povzroča čir na želodcu. Med drugim vsem tistim staršem, ki že težko čakajo sprejetje zakona za dvig nadomestila za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami. Ta zakon bi bil sicer na dnevnem redu na dan, ko se seja niti ni začela. Poslanci Liste Marjana Šarca so stopili iz parlamenta na Trg Republike in simbolično pokazali, da se ne oklepajo svojih stolčkov, ter da je čas za predčasne volitve. Stolčke so sicer odnesli s seboj, iz parlamenta, tako da se, kot kaže, malo pa že bojijo zanje. Sicer pa, kot pravi predsednik LMŠ, ko bo spet normalna demokracija in ko se končno spet najdejo izgubljeni sinovi, takrat bo vse drugače. Stol je pa treba vzeti s seboj za vsak slučaj, ker nikoli ne veš, če ti bo na naslednjih volitvah ponovno pripadal. Režija, povejte šefu, da se z današnjim dnevnim redom voditeljica ni strinjala in je šla. Aja, pa en stol mi dajte za sabo, da me ne bodo noge bolele. Spoštovane gledalke in gledalce pa opozarjamo, da tak manever na svojih delovnih mestih izvajajo na lastno odgovornost. Ni veliko tako potrpežljivih delodajalcev, kot smo državljani Republike Slovenije.
Mi smo namreč tisti, ki smo s svojimi glasovi razporedili te stolčke in jih bomo kmalu spet razporejali. Pazite nase in na svoje stolčke. Manj se jezite, več se smejte in se vidimo kmalu.